Ena stvar, ki je prišla na dan v nedavni vojaški kampanji v Iranu, je, kako ključni so redki zemeljski minerali. Če je nafta poganjala vojne 20. stoletja, so to redki zemeljski minerali, ki poganjajo vojne 21. stoletja. A bodimo pri tem bolj natančni. Nafta poganja gibanje. Redke zemlje omogočajo obveščevalne zmogljivosti, natančnost in nadzor. In to je sprememba, ki jo večina ljudi spregleda. Ker sodobno vojskovanje ni več samo to, kako daleč lahko greš. Gre za to, kaj lahko vidiš, kaj lahko obdelaš in kako natančno lahko udariš. Gre za sisteme, ki poganjajo F-35 radarske antenske nize, železno kupolo, Davidovo pračo, natančno vodene rakete, drone, satelite, celo nočni vid. To omogočajo redke zemlje. Zdaj pa tukaj v zgodbo vstopi Izrael. Izrael nima ogromnih zalog redkih zemelj. Ni Kitajska, ampak prednost ni več tam. Ker na tem novem bojišču prednost nima država, ki ima v lasti zemljo. Prednost ima država, ki zna iz zemlje izvleči vrednost. In prav tam se Izrael pozicionira. Naj nekaj razjasnimo že na začetku. Redke zemeljske minerale v resnici ni težko najti. Obstajajo po vsem svetu. Težava je, da so razpršeni. Razpršeni so v zelo majhnih količinah na številnih mestih in jih je izjemno težko ločiti ter prečistiti. To je ključ. Ni problem odkriti redkih zemelj. Problem je njihovo pridobivanje, obdelava in ločevanje. In prav tam poteka bitka. Torej, ko govorimo o redkih zemljah, ne govorimo o geologiji. Govorimo o zmogljivostih. Poganjajo sisteme vodenja v natančno vodenih raketah, kjer uporabljajo elemente, kot sta neodim in disprozi, za nadzor krmilnih površin v realnem času. Nahajajo se v radarskih sistemih, kar omogoča sistemom, kot sta železna kupola in Davidova prača, da natančno sledijo in prestrezajo grožnje. Vgrajeni so v letala, kot je F-35, kjer poganjajo senzorje, avioniko in sisteme za elektronsko bojevanje. Poganjajo celo drone, podobne tistim, ki jih imate doma in jih je morda kupil vaš otrok. Tem majhnim platformam dajejo izjemno smrtonosnost. Omogočajo nočni vid in ciljanje, kar eni strani omogoča delovanje v temi, medtem ko druga tega ne more. Zdaj, če te minerale odstranite, se vse, in mislim res vse okoli nas, poslabša. Manj natančnosti, manj hitrosti, manj zavedanja in manj nadzora. Zdaj pa, tukaj je strateška realnost. Kitajska ni le zgodaj ukrepala glede redkih zemelj, pridobila je nadzor nad redkimi zemljami. Nadzor nad njihovim rudarjenjem, nadzor nad njihovo predelavo in nadzor nad njihovim ločevanjem. In zdaj ta nadzor tudi uporablja. Aprila 2025 je Kitajska uvedla izvozno omejitev za ključne redke zemeljske elemente, še posebej pa za magnete, ki so narejeni iz njih. Ampak naredili so nekaj izjemno pametnega. Ni popolna prepoved, je nekaj veliko močnejšega. Vzpostavili so licenčni sistem. Veste, tako danes deluje svet, kaj ne? Ne gre za kavni aparat, ki ga kupite za $400. Gre za kapsule, ki jih kupujete za $100 na mesec. Gre za to, da vam licencirajo tehnologijo in vas zasvojijo. Tako zdaj podjetja potrebujejo vladno dovoljenje za izvoz ključnih materialov, vključno z disprozijem, terbijem, itrijem in gadolinijem. To so natanko tisti materiali, ki se uporabljajo v naprednih obrambnih sistemih. In ko jih dobite v določenih količinah, morda rečete, veste kaj, bom kar ostal pri naročniškem sistemu, namesto da bi ustanovil svoje podjetje. Ampak poglejmo, kaj to pomeni. S tem, ko to počnejo, nadzorujejo in upočasnjujejo ponudbo. Še preden se je začel postopek odobritve, so lahko določena podjetja, zlasti v obrambni in letalsko-vesoljski industriji, popolnoma odrezana. To pomeni, da so lahko velika letalsko-vesoljska in obrambna podjetja po vsem svetu, zlasti v Združenih državah Amerike, popolnoma odrezana. In dostop do teh redkih mineralov, no, ta je zgolj na politični ravni. Ne temelji na trgih. Temelji na tem, s kom se povežeš. In poudarek tukaj ni naključen. To so posebej težke, redke zemeljske kovine, ki jih je najtežje predelati. In strateško so te najpomembnejše. Tam Kitajska uporablja svojo moč. In to je področje, kjer ima Kitajska skoraj popolno prevlado. Torej, ko Kitajska zaostri izvozne omejitve, ne omejuje le ponudbe.
Nadzira zmogljivosti. Nadzira radarske sisteme, rakete, zaščito pred raketami, F-35 ter drone v vašem domu. Kitajska je to orodje že uporabila. Dejansko so ga uporabili proti Japonski leta 2010 in nedavno tudi pri drugih strateških materialih. To je vzorec. Torej zdaj ne govorimo o prihodnjem tveganju. To lahko opazujete v realnem času pred našimi očmi. Pravzaprav so Združene države to že opazile in so poskušale dohiteti. Poskušali so ponovno vzpostaviti domače rudarjenje teh redkih zemelj. Vlagajo v predelavo. Ustvarjajo celotno dobavno verigo od rudnika do magneta. Toda to ne traja dneve, ne traja tedne, traja leta. Tudi če vložiš milijarde, so ZDA še vedno zelo daleč od neodvisnosti. Predsednik Trump to ve, ZDA to vedo. In zdaj počne dve stvari. In tukaj moramo biti pozorni in zelo natančno poslušati. Prva stvar je, da Združene države uporabljajo svojo moč. In druga stvar je, da gradi zavezništva. Vidite, če ima Kitajska vse, kar potrebuje, potem ji ni treba trgovati z redkimi zemljami. Ampak Kitajska nima vsega. Pravzaprav, kot smo že govorili v tem podkastu, nima domače oskrbe z nafto. Da bi to dopolnila, Kitajska pridobiva nafto iz držav, kot so Rusija, Savdska Arabija, Katar in druge. A predvsem iz odpadniških režimov, ki so izvesti in so od nje odvisni. Kot sta Venezuela in Iran, ki svojo nafto menjata za denar, saj sta globalno na črni listi, ter za orožarsko tehnologijo, ki jo uporabljata za grožnjo svobodnemu svetu. Zdaj pa na prizorišče stopi Trump. Z ustavitvijo iranskega izvoza na Kitajsko ZDA odstranjujejo enega njihovih ključnih dobaviteljev nafte. To pomeni, da Kitajska ne bo imela dovolj nafte za dolgo delovanje. Ocene se gibljejo od 2 do 4 mesecev in potrebovali bodo nafto. In ko bodo potrebovali nafto, bodo v zameno morali trgovati s tistim, kar Zahod potrebuje. Kaj je to? Pravilno, redke zemlje. To je glavna značilnost te vojne. Če pogledamo v prihodnost, če se Kitajska odloči ukrepati proti Tajvanu, če se odločijo svetu odreči dostop do redkih zemelj tako, da prekinejo dobavo nafte iz Venezuele in Irana, iz teh odpadniških držav, ne ustavite le terorizma, ne denuklearizirate le Irana, ampak prisilite Kitajce, da trgujejo z redkimi zemljami, dokler Zahod ne poveča svoje proizvodnje. Druga stvar, ki jo počnejo Združene države, je, da potrebujejo zavezništva. In to nas pripelje do Washingtona, D.C. Pred nekaj tedni je potekalo ministersko srečanje o ključnih mineralih. Več kot 50 držav se je združilo, vse osredotočene na eno stvar – zagotoviti materiale, ki so temelj sodobne tehnologije in nacionalne varnosti. In uganite kaj? Tudi majhen Izrael je bil tam. Gidon Car, naš zunani minister, se je udeležil srečanja z visokimi ameriškimi uradniki in svetovnimi partnerji. Ni bilo le simbolično, da je bil tam. To je Izrael uskladilo s področjem redkih zemelj. To je Izrael uskladilo z državami na področju redkih zemelj. To je Izrael uskladilo z Zahodom v prizadevanju za rešitev krize redkih zemelj. Ker Združene države razumejo, da ne gre več samo za gospodarstvo, ne gre več samo za to, kaj lahko kupiš. Gre za strateški nadzor. In zdaj si poglejmo, kaj se dogaja znotraj Izraela. Obstaja nacionalna pobuda, nacionalni strateški napor, da se vstopi na področje redkih zemelj, ne preko rudarjenja, ampak preko inovacij. Veste, Izrael je majhna država, kjer se vsi poznajo, kar pomeni, da lahko hitro manevriramo. In zato je Izraelska agencija za inovacije skupaj z Ministrstvom za energijo začel nacionalni izziv, s katerim poziva vse Izraelce. Usmerite svoje zagonska podjetja v pridobivanje, predelavo, recikliranje in nadomeščanje redkih zemelj. In to resnično odraža globlje razumevanje. Globalna tekma za ključne minerale ni več določena s količino ali velikostjo, temveč z možnostjo, da jih pridobimo in predelamo. Poglejmo, kako to izgleda v praksi. Izrael si prizadeva pridobivati redke zemeljske elemente iz fosfatnih nahajališč v Negevu, ne v visokih koncentracijah, ampak v obliki, ki jo je mogoče izkoristiti. Razvija tehnologije za pridobivanje materialov iz industrijskih odpadkov. Preučuje kemične stranske produkte, materiale, ki jih večina držav zavrže. Izpopolnjuje tehnologije ločevanja, ki so najbolj zapleten in dragocen del celotnega procesa.
Obstajajo izraelska podjetja, kot je ICL Group, ki so že v središču tega dogajanja. Upravljajo z velikimi kemijskimi sistemi, ki jih je mogoče prilagoditi za pridobivanje ključnih materialov. Pojavljajo se zagonska podjetja prek nacionalnih programov. Delajo na skrajševanju ciklov pridobivanja, izboljšanju stopenj izkoristka, zniževanju stroškov in povečanju učinkovitosti. In hkrati Izrael vlaga v nekaj fascinantnega. Zdaj bodite pozorni na besedo, ki jo bom izrekel. Recikliranje. Ne govorimo o recikliranju vaših steklenic in pločevink v vaših škatlah za mleko. Izvlečenje redkih zemeljskih elementov iz elektronike, iz obrambnih sistemov, ki niso več v uporabi, iz obstoječe industrijske infrastrukture in celo razvoj nadomestkov, s čimer se popolnoma zmanjša odvisnost od najbolj omejenih materialov. Zdaj samo pomislite na strateške posledice. Če lahko Izrael izloči redke zemeljske elemente iz odpadkov, mu sploh ni treba nadzorovati rudnika. Če jih lahko predela bolj učinkovito in če postane ključen za svetovno dobavno verigo. In če jih lahko neposredno vključi v svoje obrambne sisteme, zmanjša odvisnost in nas naredi za pomembnega svetovnega igralca. Torej, stopimo korak nazaj. To ni zgodba o mineralih. To je zgodba o nadzoru. Nadzor nad dobavnimi verigami, nadzor nad vojaško proizvodnjo in, kar je najpomembneje, še posebej v primeru Izraela, nadzor nad našo neodvisnostjo. Kitajska je zgradila prevlado s pomočjo nadzora nad predelavo. Združene države Amerike skušajo ponovno vzpostaviti zmogljivosti s pomočjo zavezništev. In Izrael se postavlja prav na sredino enačbe, ne s tem, da bi imel v lasti zemljo, ampak s tem, da obvladuje, kar pride iz zemlje. Kajti v prihodnosti redkost ne bo več povezana samo z minerali, temveč bo povezana z znanjem. In prav redko, strokovno znanje za pridobivanje redkih materialov bo Izraelu dalo tisto redko prednost, ki jo potrebuje za prihodnost. Zgodba Bližnjega vzhoda ni popolna brez razumevanja nečesa bistvenega. Kaj Izrael počne tukaj na zemljevidu? In tukaj je, zaradi naše več kot 3800-letne zgodovine na tej zemlji. In ta zgodovina je dokumentirana in prikazana z arheološkimi odkritji v Davidovem mestu v starodavnem Jeruzalemu, kraju, kjer so hodili kralj David in preroki iz Svetega pisma. To je kraj, kjer sem delal več kot 2 desetletji. Zdaj so Izraelovi sovražniki, tisti, ki pogosto imenujejo Izraelce kolonialiste in trdijo, da Izrael nima nobene osnove, kmalu ugotovili, da arheologija, zakopana pod zemljo, popolnoma ovrže njihove trditve. In zato so poskusili vse, da bi to ustavili, od terorizma do Bele hiše. Ta zgodba je podrobno opisana v moji knjižni uspešnici New York Timesa When the Stones Speak. Knjiga je na voljo v angleščini na Amazonu, povezava pa je v opisu oddaje. Na voljo je tudi v hebrejščini, če imate prijatelje ali družino, ali če jo raje berete v jeziku dežele Izrael. Kmalu pa bo izšla tudi v ruščini. Prosim, kupite svoj izvod še danes in pustite sporočilo v komentarjih. Rad bi slišal vaše misli in povratne informacije o moji knjigi. Hvala.